Naslov zopet v letošnjem letu je to v navadi predstavlja par, torej njega in njo. In dovolj smo že napredovali, da lahko spregovorimo v luči tega, s čimer se letos ukvarjamo, o dveh ljudeh, ki sta, vsaj eden zagotovo, bistveno zaznamovala življenje marsikoga od nas, pa če je nam to všeč ali ne. Tudi zaradi tega se ne nameravam spustiti na raven razmišljanja, ali je to dobro ali ni dobro. Ne zanima me spopadanje dveh načinov razmišljanja, enega, ki bi nekaj zagovarjal, drugega, ki bi temu nasprotoval. Tega je sicer zelo veliko, v glavnem pa je neproduktivno. Zato že na začetku, da ne bo nikakršnega nesporazuma, povejmo, da je Tito zagotovo diktator, da je zagotovo krvnik. Brez njega ne bi bilo golega otoka. On je bil tisti, ki je Rankoviću naročil ustanavljanje koncentracijskih taborišč. Zagotovo je bil ženskar. Zagotovo je živel v razkošju in tega ni skrival. Zagotovo je dosegal, da je Džilas, ko si je upal na to opozoriti, trpel. Vse to so zgodovinska dejstva, ki so nesporno dokazljiva in dokazana in me kot taka danes sploh ne zanimajo. Ravno tako je res, da je bil simbol upora. Prav gotovo je res, da ga v določenem času, v določenem obdobju, še preden konča po znamenitem bombaškem procesu v zaporu, številni delavci spoštujejo, cenijo in ga imajo radi. Ker dela zanje, za sindikate in razširja med njimi socialistične ideje. Nesporno je, da je bil v določenem trenutku edini politik ne samo vzhodnega bloka, kot se je imenoval, ampak v resnici edini na svetu, ki si je upal reči Stalinu, da ga ima poln kufer, da ga ima dost in da ga niti približno ne misli poslušati. Vse je nesporno res. Zagotovo je res, da se zaradi tega, se pravi zaradi njega, Jugoslavija znajde v izjemno nenavadnem položaju, ko ni ne na vzhodu, ne na zahodu. Nesporno je namreč res, da v tistem času ne želi biti lakaj Stalina, ampak se tudi ne priklanja Zahodu. Ta drža
ta zmožnost za kaj takega pa me zanima. Danes. In zagotovo je res, da v času nekaj let pred smrtjo, leta 1975, že postaja jasno, da ga zlasti srbski generali želijo odstaviti oziroma da želijo, da čim prej izgine. Obstaja trenutek v tem letu, ko se prvič pojavi v javnosti brez svoje žene, brez Jovanke. In takrat so se dogajale zelo, zelo pomembne zadeve. Zelo pomembne. Tudi sicer so se in o teh dogodkih so nastali številni miti. Tudi ti miti me ne zanima. Ta hip že ne. Zanima me nekaj drugega. Zanima me, kako je možno, da se človek, ki mu lahko očitate marsikaj, ki mu lahko pripišete kar nekaj zelo okrutnih potez. Kako se torej tak človek kljub temu, kljub vsemu obnaša na način, ki je definitivno zaznamoval 20. stoletje, kot rečeno, pa če je to komu všeč ali ne. Poraja se torej vprašanje, ali obstaja kaj takega, kar so ljudje onkraj očitkov in mitoloških zgodb in drugega v njem prepoznali. To je vprašanje, s katerim se želim ukvarjati. Ali obstaja kaj takega, kar so prepoznali in jih je fasciniralo. Še eno dejstvo je, da je pogreb maršala po nekaterih podatkih, recimo ameriške televizijske družbe ABC, spremljalo več ljudi kot katerokoli olimpijado do takrat. Da so ta dogodek po gledanosti primerjali z še enim drugim dogodkom, in to je pristanek Apola 11 na Luni. To je empiričen podatek. Tega se nihče ni izmislil, da je mogoče preveriti. Ob tem dejstvu se porodi še eno zelo preprosto vprašanje k onemu prejšnjemu. Namreč, zakaj? Toliko ljudi, ne samo da pride na njegov pogreb, ampak tudi spremlja ta dogodek. Možno je seveda, da bi kdo cinično pripomnil, da ljudi vsaj zanima tudi zlo, da marsikoga zlo celo fascinira. Še eno empirično dejstvo je, da sta dve osebi, dve imeni najbolj citirani oziroma daleč največkrat omenjeni, če mislimo človeštvo kot celoto. To je zelo zanimiv podatek. Zelo, zelo zanimiv. Dve imeni. Eno je Jezus Kristus, drugo je Adolf Hitler. Ne glede na to, ali ju hvalijo, ali ju ne hvalijo, ali počnejo kaj drugega, dejstvo je, da sta daleč največkrat omenjeni osebi v zgodovini človeštva.
da je daleč največ filmov, knjig, člankov, razprav, predavanj in vsega drugega namenjeno ravno torej njima oziroma enemu in drugemu. To so empirična dejstva. Čisto individualno, psihološko je pomembno še eno vprašanje. Tisti, ki smo živeli v socializmu in nas je socializem vzgajal, vemo in mislim, da si moramo to priznati. Pošteno bi bilo, da smo ga imeli morda vsak posebej do določenega trenutka v svojem življenju, ali pa tudi ne, za junaka, za mitično osebo, za človeka, za katerega bi marsikdo, če bi bil pošten, rekel to, kar je sicer zares izrekel nek strokovnjak, ki je analiziral življenje v stari Jugoslaviji, in sicer, da se je zdelo, kot da nas Tito gleda. Kot da obstaja nekakšni obliki velikega drugega, ki nas ves čas opazuje, ki nas ves čas gleda. In da je imel status tistega, o katerem pripoveduje znamenito Freudovo delo Množična psihologija in analiza jaza. Veste namreč, da Freud v osnovi množične psihologije prepoznava zelo poseben odnos posameznikov, lahko tudi velikega števila posameznikov, do skupnega vodje, do nekoga, ki ga ljubijo, lahko ga tudi sovražijo, do nekoga, za katerega imajo občutek, ali pa do katerega gojijo poseben odnos, zaradi katerega so prepričani ali verjamejo, da jih ta veliki drugi vse enako ljubi. To je aksiom množične psihologije. Množične psihologije ni brez takega odnosa posameznikov do ljubljenega vodje oziroma do nekoga, ki ga postavljajo na posebno mesto in se med seboj identificirajo v odnosu do njega. Vprašanje, še eno vprašanje, je kajpak tole. Kako je možno, da nekdo postane tako zelo karizmatičen? Ne glede na to, pravi še enkrat, ali ga ljubijo, ali ga sovražijo. Ali lahko postane človek karizmatičen zato, ker si reče, naprimer, zvečer si reče tako, jutri bom pa jaz postal karizmatična osebnost. Seveda ne. Ne more. Zakaj nekdo vendarle postane? Kaj naredi in kaj naredijo ljudje, da nekomu pripisujejo karizmatične lastnosti, karizmatični status in kaj od njega hočejo? Kaj od njega pričakujejo? Kaj od njega želijo in kaj morda on želi od njih? Ta vprašanja nikakor niso nepomembna. V resnici so izjemno pomembna. Samo pomislite na eno usporednico, eno usporedno zgodbo. Zdaj, v tem času,
se ogromne množice ljudi zgrinjajo v cerkve in se pripravljajo na praznovanje oziroma že praznujejo en poseben dogodek, o katerem je dejansko vredno razmišljati. Tanko nekje v tem času prijezdi pred približno 2000 letjema Jezus v Jeruzalem. Kaj slavijo zdaj ta hip? Mogoče ste tudi vi med njim. Kaj slavite? Nekdo pride v Jeruzalem, ampak ta nekdo v tistem trenutku ni več slehernik, ni eden od množice vernikov, ki so se pač takrat zgrinjali v Jeruzalem. Ni. Ta eden je že nekaj posebnega. Temu enemu že številni ljudje, mogoče takrat ni bilo seveda ogromno, pa vendarle pripisujejo nek poseben status in so pripravljeni hoditi za njim. So. Tako piše v Sveti knjigi in lahko verjamemo, da je bilo res tako. Zdaj, če spremljamo zgodbo do konca, en teden kasneje tega istega moža pribijajo na križ in umre. In številni ljudje so pripravljeni povezovati njega oziroma njegov status na zemlji neposredno z Bogom. In številnim se to ne zdi nič čudnega. Še več, številnim se zdi, da je to nekaj Kako? Da je to res. Da je to res, ja. Da je to nekaj izjemnega, nekaj, za kar se splača živeti in ljudi to navdihuje in jim daje moč in energijo in voljo in tako dalje in tako dalje. To je zelo lepo zapakirala cerkev. Vse je imela tudi dosti cajta, približno 1700 let. Je. Za naše razmere, čisto empirično, poskušajmo misliti obe zgodbi, pa naj bo ena resnična ali ne, in tudi druga je polna mitov, kot sem že prej povedal. Poskušajmo misliti skupaj in se vprašati, kdo smo, da smo pripravljeni verjeti v eno ali v drugo, lahko tudi ne verjamemo nobeni. Vsekakor pa moramo sprejeti vsaj osnovno Freudovo spoznanje, da je vsakdo izmed nas vsaj zmožen, tudi če tega nihče nikoli ne bo naredil, je zmožen vzpostaviti tak odnos do nekoga, da bo ta dobil, na primer, status velikega drugega, nekega posebnega, karizmatičnega voditelja in tako dalje in tako dalje. In če pomislimo in se vprašamo, koliko ljudi si po malem, si po tihem tega tudi želi. Koliko ljudi resno razmišlja o, na primer, vnovičnem prihodu Jezusa Kristusa na zemljo. Že dolgo časa, že stoletja. Željno pričakujejo, da se bo to zgodilo. Zakaj bi bilo to pomembno? Kaj bi se spremenilo, če bi se to zgodilo? Kakšni bi bili učinki takega prihoda? V tej zgodbi zagotovo igra ključno vlogo človekova želja. Kot sem se vprašal že prej, kaj ljudje želimo? Kaj morda hočemo?
kaj želimo od nekoga, ki smo mu pripravljeni pripisati karizmatični status, mu slediti in tako dalje. Skratka, zagotovo je ključno vprašanje naše želje. Kaj bi sploh radi? Da nam pomagajo. Mogoče je to eden od... Človeški egoizem. Ok, poglejmo Kako molimo Boga? detajle. Ne iščemo, ne. Ja, to. Poglejmo zdaj, kako pridemo do tega. In ali je res nujno, da pridemo do tega. Govorimo o razmerjih med njim in njo, prav gotovo se ves čas ukvarjamo z željo nje in željo njega. Brez želje v resnici ni človeških bitij. To spoznanje pa ni tako trivialno, kot se morda zdi. Poskušal bom pripeljati zgodbo tako daleč, da bo postalo očitno, da je razmišljanje o človekovi želji na tem svetu v resnici zavezano nečemu, kar ima ves čas status transcendentnega, samo da ni nujno, da je to transcendentno ali Bog tam zgoraj, ali pa ljubim vodja, ki ga pač postavimo tja zgoraj. Obstaja še tretja možnost in o njej govorim. Začnemo z preprostim vpogledom, da človeška bitja na tem svetu nismo opremljena tako kot živali. Da nismo, ko pridemo na ta svet, opremljeni z instinkti, ki bi nam povedali, kako živeti, kako se znajti, kako preživeti, zlasti pa nimamo instinktov, ki bi nam povedali, kako biti drug z drugim. Živalim instinkti povedo, kaj narediti v določenem času, v določenem obdobju, ko se na primer parijo, kako to narediti in kaj narediti potem, ko je tega konec. V glavnem se razidejo. Ne vedno, v glavnem pa. Ljudje takih instinktov nimamo. Če to spoznanje premislimo, potem ugotovimo sorazmerno hitro, pravzaprav ne vemo, da ne vemo popolnoma natančno, kako se obnašati drug do drugega. Da se moramo torej šele naučiti. In kaj je v tej perspektivi ljubezen? Ljubezen je nujno nekaj, kar je torej zavezano učenju, spoznavanju, razmišljanju, odgovarjanju na vprašanja, kaj pomeni ljubiti drugo bitje. Kako naj se vedem do drugega človeka, da bom lahko trdil, da ga ljubim, ali pa da bo tudi on trdil, da se bo strinjal z mano. In obratno. Kako sem lahko prepričan, da bo drugo človeško bitje, to, kar imenujem ljubezen, tudi sprejelo. Ali je tudi za drugo človeško bitje to, kar imenujem jaz ljubezen, ljubezen. Kaj, če za njega ali pa za njo ni? Kaj, če ima on ali ona drugačne predstave, kaj je ljubezen? Kako živeti skupaj? Kako živeti skupaj dlje kot, ne vem, 1 uro? To niso enostavna vprašanja. Po drugi strani pa ljubezen ni samo nekaj, kar je povezano z učenjem, ampak je očitno tudi svojevrsten eksces. Lahko si vprašamo, zveni sicer zelo trivialno, ampak lahko se vprašamo, to ni nemogoče, ni nesmiselno. Ali je res, da ljubezen potrebujemo? Kaj pa, če lahko živimo tudi brez nje?
Kaj, če lahko živimo kot egoistični posamezniki, ki pač skušajo na tem svetu zadovoljiti svoje potrebe, svoje želje, svoje interese in pač preživeti svoj vek. Ali kje piše, da je ljubezen nujna, da je nujno potrebujemo? Možno je tudi, da je ne. V vsakem primeru je ljubezen eksces. Ljubezen je nekaj presežnega. Je presežek kot odgovor na vprašanje, ali jo zares potrebujemo. Kot odgovor na vprašanje, ali bi lahko živeli in preživeli tudi brez ljubezni. Ne mislim na to, da nas imajo ljudje radi, da nas potrjujejo, da drug drugemu nekaj lepega povemo in tako dalje. To še z ljubeznijo nima nobene neposredne zveze. V enem seminarju, v 7. se mi zdi, Lacan zato na nekem mestu tudi izrecno poudari, da ljubezen med dvema ne pomeni tega, da drug drugemu zadovoljujete želje in potrebe. Ljubezen nima s tem nobene zveze. To, kar se pogosto pojavi kot kliše med ljudmi, češ, ponavadi so to matere, kako matere brezpogojno ljubijo svoje otroke, zadovoljujejo njihove potrebe, se žrtvujejo in tako naprej. To z ljubeznijo strogo vzeto sploh nima nobene zveze. Ljubezen je torej presežek, svojevrstni eksces. Je nekaj, česar morda nujno ne potrebujemo, zagotovo pa je nekaj, kar se nam lahko zgodi, tudi če mislimo, da tega ne potrebujemo. Ljubezen kot eksces ni nekaj, kar bi lahko racionalno uravnavali, na kar bi lahko racionalno vplivali. Ravno tako, kot ne moram postati karizmatični vodja jutri zjutraj, ne moram reči tako, jaz bi se pa zdaj v nekoga zaljubil. Kratko malo tako ne gre. Ali pa nekoga bom izbral in bom za njega ali za njo rekel, da ga ljubim oziroma da jo ljubim. Ne gre. Preprosto ne gre. Se pravi, ljubezen se v nekem smislu zgodi neodvisno od nas. Ima poseben status, kot sem že rekel. Status presežka. In lahko rečemo v tej luči zagotovo, da so človeška bitja, oziroma da smo človeška bitja zmožna za ljubezen. Lahko se nam zgodi, tudi če mislimo, da lahko živimo brez nje, da jo ne potrebujemo in tako dalje in tako dalje. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do ljubezni, kako jo razumemo, kako ljubezen klasificiramo in govorimo o pristni ljubezni in taki ljubezni, sebični in nesebični in brezpogojni in romantični in uniji in tretji in tako naprej in tako naprej. Vse to je zgolj navlaka, ki prvič je nepotrebna, drugič pa še ničesar ne pove o tem, kaj je ljubezen kot presežek, kot status. Zakaj se nam lahko zgodi? In kaj to pomeni, da se nam lahko nekaj zgodi celo proti naši volji? Zgodi se tole. Če bi bil človek zgolj, na primer, egoistični, egocentrični potrošnik, tako kot se danes skuša v kapitalizmu ustvariti vtis, da so ljudje pač zgolj to. Če bi bil človek zgolj to, potem bi se v svojem življenju obnašal racionalno, obnašal bi se kot racionalni stroj. Ugotovil bi, kaj potrebuje, ali pa bi nekoga vprašal, ali pa bi mu nekdo povedal, ali pa bi se preprosto naučil, kaj potrebuje v življenju, da mu bo dobro, da mu bo v redu, da bo lepo živel, da bo zadovoljen, srečen in tako naprej in tako naprej, in potem pač tisto skušal dobiti. Nekaj bi dobil, ničesa ne bi, nekaj bi mu uspelo, ničesa pač ne bi mogel nikoli uresničiti, ampak počasi bi se naučil, da tako na tem svetu pač je, da vsega ne moraš dobiti, in tako bi minil vek vsakemu posamezniku. In življenje bi bilo bolj ali manj dolgočasno. Preprosto ne verjamem, da kdo želi tako živeti.
tudi če trdi, da tako želi živeti, mu ne verjamem. Kaj ti? Človek ni tako vase zaprto bitje, ki bi mu lahko pripisali egocentrizem, egoizem celo, sebičnost, naprimer, ali pa potrebe, oziroma zadovoljevanje potreb, ali pa potrebo po zadovoljevanju potreb in tako dalje in tako dalje. Preprosto ni tako, se ne izide. Zato pravimo, da je človek po svoji naravi odprt do sveta, v katerem živi. In to ni nujno samo ta svet, ki je zdaj okrog nas, empirični svet, ta trenutek v Ljubljani leta 2014, aprila in tako dalje, in tako dalje. Ne, ko rečem svet, mislim na odprtost v ontološkem pomenu besede. V ontološkem pomeni odprtost do vsakega možnega sveta. Če pa je človek odprt do vsakega možnega sveta, to pomeni tudi do svetov, ki jih sploh še ni, do svetov, ki jih morda nikoli ne bo, do svetov, ki so možni, ki so mogoči, ki bi jih bilo mogoče ustvariti, lahko da jih bomo, lahko da jih bodo, lahko da jih ne bodo, vse ni pomembno. Če je človek odprt do vsakega možnega sveta, ali če hočete drugače, če je človek zmožen za nove, drugačne svetove. Če se torej strinjamo s tem, da človek ni zgolj zmožen za svet, v katerem se je po naključju znašel, da ni zgolj vase zaprto bitje, ki v takem svetu, v katerem se je znašlo, pač skuša preživeti, zadovoljiti svoje potrebe in tako dalje, potem smo na zelo zanimivi poti. Kajti človeško življenje nenadoma ne more biti več vase sklenjena, zaprta celota, znotraj katere se človek lahko dokončno in popolnoma pomiri s svetom, kakršen je, tako kot so, na primer, pomirjene živali. Živali se znajdejo v določenem trenutku, v svetu, v katerem pač se lahko znajdejo in v njem preživijo svoj vek, instinkti pa jim povedo, kako. Zato mravlje danes ne živijo čisto nič drugače, kot so živeli pred 1 milijonom let. In čebelje tudi ne. In tako naprej. Človeško življenje se na tak način sploh ne more obnavljati oziroma ponavljati, ker je odprto. To pa pomeni najmanj dvoje. Najprej pomeni, da moramo človekovo željo, ki je naravna, se pravi, je del njegove odprtosti do sveta, do vsakega mogočega sveta, razumeti na tej ravni. Torej, želja je odprtost. Želja je želja do same odprtosti. Se pravi, če lahko rečem, namen želje je, da ostane želja. Namen želje ni, da jo zadovoljimo z dobrinami, s potrebščinami, ki jih pač lahko kupimo na trgu. Status želje v tem smislu je že ekscesen. Želja je presežek. Ontološko je odgovor na vprašanje, kaj človek želi na tem svetu. Samo eden. Ne vem. Ne vem, vem pa, da me nekaj k nečemu žene. Čutim v svoji globini, v svoji notranjosti, v svoji duši, da sem k nečemu gnan. Da se ne morem zadovoljiti s tem, da jem, pijem, hodim na svobodne trge po potrebščini in zadovoljim svoje potrebe. Vem, da je to premalo. Ne vem, kaj bi rad, vem pa, da bi rad nekaj, kar ni iz tega sveta, v katerem trenutno živim. Rad bi torej nek presežek. Želja je presežek,
in čutim, da bi rad nekaj drugačnega, nekaj novega. Morda mi ni jasno, kaj bi to lahko bilo, ampak ta osnovni občutek ima vsako človeško bitje. Po naravi. Druga stvar, ki ji je človek ravno tako zavezan po naravi, je pa ta nenavadni izraz, težko razumljivi izraz, transcendenca. Kaj je lahko in tudi je, pogosto imajo ljudje tako izkušnjo, morda ne govorijo o njej, pa vendar jo imajo. Kaj je neka morda najbolj pristna človeška izkušnja na tem svetu? Morda je ena najbolj pristnih, najbolj naravnih, najbolj nepopačenih izkušenj, ki jih ima človeško bitje na tem svetu, tale. Torej, imam občutek, da je v meni, v globinah moje duše, nekaj, kot sem že prej rekel, kar me žene k nečemu, zaradi česar sem nemiren, zaradi česar se ne morem, pazite, ne morem se, morda bi se želel, ampak se ne morem popolnoma pomiriti, tako kot včasih ljudje komu rečejo, lej, stari, sprijazen se, svet je tak, ljudje so taki, bolje ne bo nikoli, lej, dej mir, uživaj dokler lahko, uživaj tisto, kar lahko, ne, sprijazni se. Ne? Ljudje to ponujajo včasih celo kot vrhovno modrost. Najbolj modro spoznanje na tem svetu je, da tako je, da si pač žival. Lej, tam ne pojej nekaj, popij in tako naprej. Ne? Pristni odgovor človeškega bitja na to je, saj zveni lepo, saj jaz bi tudi rad, pa ne gre. Jaz se pa ne morem sprijazniti. Se želim, se trudim, hodim na jogo, na meditacije, delam autogeni trening vsak večer, psihoterapeuta sem si umislil, krčte, ne gre. Seveda, saj ne more iti, ker je to proti človeški naravi. V človeški naravi ni, da se človek sprijazni in se reče, tako pač je. Saj v resnici ne ve, kako je. Do določene mere že, več kot to pa ne. Torej, niti to ne zdrži. Ok, želiš, da se sprijazni, da svet tak, kakršen je. Ok, kakšen pa je? Povej mi, kakšen je, da sem sprijaznil z njim. In kaj je edini možni odgovor na to? Ne? Da vam drugi reče, nehaj filozofirati. No? Da morate filozofirati, kakšen svet. Pač tak je. Ja, ne, treba je filozofirati, ker drugače moramo vedeti, kakšen je. Kako ne se sprijaznim z njim, če pa ne vem, kakšen je. Morda pa haluciniram, mogoče imam pa napačne predstave o tem, kakšen je. Morda imaš pa ti napačne predstave. Torej, v vsakem primeru se treba pogovarjati. Če hočemo vsaj približno ugotoviti, se res, kakšen pa ta svet sploh je. Koliko pa vemo o njem. In še več, tudi če mi nekdo reče, lej, sprijazni se, ne bodi tak in ne bodi drugačen. Velja enako. Sej, koliko pa jaz sploh vem o sebi, kdo sem in zakaj sem to, kar mislim, da sem in tako dalje in tako dalje. Zapravi, imamo celo vrsto vprašanj. Koliko sploh vemo, kakšen svet je, da bi se sprijaznili z njim, in drugič, koliko poznamo sami sebe. Koliko vemo, kdo sploh smo in kaj je v naši naravi in kaj je v naši notranjosti in tako dalje in tako dalje. Saj nam že elementarni občutek, ki je po naravi, ki je spontan, pove, da je v nas nekaj, česar ne razumemo. Nekaj, kar čutimo. In ne vemo čisto natančno, kaj nas žene, k čemu nas žene, zakaj nas žene, čemu nas žene in tako dalje. In kaj ne naredimo, da nas, na primer, ne bo gnalo več.
Morda imamo pa tega dovolj. Rečejo, jaz bi pa že enkrat rad, izrežite mi tisti del možganov, ali frontalni korteks, ali temporalni, ali kateri že, bazalne ganglije, kaj vem, kje je ta sedež, da bom imel mir. Da se bom lahko sprijaznil s svetom, kakršen pač je, da bom nehal samega sebe trapiti z neodgovorljivimi vprašanji, da bom nehal druge trapiti z enako neodgovorljivimi vprašanji, da ne bom šel sebi na živce, da ne bom šel drugim na živce, da bo pač enkrat za vselej mir. Ne more ga biti, nikoli ga ni bilo in nikoli ga ne bo. Ok, če smo torej to pripravljeni razumeti in posledično tudi sprejeti, ker mislim, da je to nekaj univerzalnega v človeški naravi, potem smo že zelo, zelo daleč na poti, da razumemo, da morda dojamemo, zakaj se vedno znova pojavi kdo, ki ima karizmatični status, kaj se mora zgoditi, da se to zgodi, in kaj v končni fazi pomeni, da se ljudje ne moremo pomiriti s svetom, kakršen je, kar seveda pomeni, da želimo, da bi bil drugačen. In če želimo, da bi bil drugačen, se takoj pojavi vprašanje, ok, kakšen pa? Kakšen naj bi bil? Koliko vemo o tem, kakšen naj bi bil? Katerega si želimo? In še zlasti, kaj ne naredimo, da ga bomo ustvarili, da ga bomo realizirali, tako dalje in tako dalje. Torej, ta beseda transcendenca v resnici ne pomeni nič drugega kot besedo, ki jo uporabimo, ko imamo zelo pristno človeško izkušnjo. In to je izkušnja, da nekaj od zunaj vpliva na to, kar sicer prepoznavamo v svoji notranjosti, v globinah svoje duše. Da nas nekaj, kar je v nas, žene k nečemu, kar je zunaj nas. To je v bistvu transcendentna izkušnja. Hkrati je to izkušnja, ki v temelju postavi pod vprašaj naš egocentrizem, našo sebičnost, oziroma postavi pod vprašaj to, kar imamo spontano za svoje. Kot rečemo, to je moje, to sem kupil, to sem si zaslužil, to sem nagrmadil, to sem nakopičil, to bi zdaj seveda rad tudi ohranil pred drugimi, da me bodo vzeli, da me bodo ukradli in tako dalje, tako dalje. Vidimo že, da to zmožnost človeškega bitja s pridom izkorišča kapitalizem. To zmožnost seveda. Ampak transcendentna izkušnja je pa popolnoma drugačna. To je izkušnja, da v določenem trenutku lahko samemu sebi rečem, da morda pa nisem jaz tako zelo pomemben na tem svetu. Da je morda nad mano nekaj, kar je veliko pomembnejše od mene. Naprimer, kakšna ideja. Naprimer, ideja svobode. Naprimer, ideja emancipacije, enakosti ali pa kaj podobnega. Ali pa ideja Boga zaradi mene. Nihče, po mojem mnenju, ne more prepričljivo dokazati, da ljudje nismo zmožni za take transcendentne izkušnje. Da nisem jaz središče sveta, da jaz nisem alfa in omega vsega. Ampak da obstaja nekaj, kar me neskončno presega. In ne samo, da me neskončno presega, da sem že po naravi, čeprav morda tega še nisem vedel do zdaj, odprt do tega, kar me neskončno presega. Kar seveda pomeni, da je želja, moja želja na tem svetu v osnovi transcendentna. Da je tisto, kar me žene, želja. In da je ta želja, ne želja po tej ali oni dobrini, po tem ali onem objektu, ali pa po tem ali onem človeku, ampak da je to želja po sami neskončnosti. Po tem, kar me neskončno presega. In da temu spontano pripisujem
večjo vrednost od tega, kar se mi dogaja v svetu, v katerem sem se po naključju znašel. Torej imamo dve zadevi. Eno je, da obstaja možnost drugega, drugačnega sveta. Morda celo takega, ki ga ta hip sploh ne znam misliti. O katerem ne morem reči ničesar. Samo čutim, da je to možno. In drugič, da je moja eksistenca zavezana, še preden se jaz tega sploh zavedam, nečemu, kar ljudje že od nekdaj ne po naključju imenujejo usoda. Ampak, da ni moja usoda to, kar mi pove nek jasnovidka, če grem k njej. Usoda je nedoločena. Usoda je odprtost do neskončnega. Znotraj te perspektive, znotraj te odprtosti, pa se mi lahko zgodi izkušnja, ki je tudi izkušnja ljubezni. Književnost in filmi in umetnost so polni zgodb o tem, da si ljubimca rečeta, ko se končno srečata, da sta si bila usojena. Da je bilo že od nekdaj, ne vem, določeno ali usojeno ali zapisano, da se bosta spoznala. Paradoks usode pa je, da se ne more zgoditi sama od sebe. Ne more se zgoditi. Če ne bi storil ničesar, če bi bil zgolj tisto egoistično, egocentrično bitje, ki zadovoljuje svoje potrebe in tako dalje, potem se nič takega nikoli ne bi zgodilo. Zato bi bilo življenje dolgočasno, pusto, sivo in tako dalje. In brez usode. In še je brez usode. Dolgočasno bi se ponavljalo, vrtelo bi se v neskončnost. Zaradi odprtosti pa je usoda možna samo, če jaz nekaj naredim. Če sledim tej izkušnji, o kateri govorim, izkušnji torej, da me znotraj mene nekaj sili, nekaj priganja k nečemu, kar je zunaj mene. In v bistvu ta prisila, če lahko rečem, prihaja od zunaj. Se pravi, od zunaj prihaja vame in me sili k nečemu, kar je zunaj mene. Kar pomeni, da sem jaz kot posameznik. Daleč od tega, da sem središče sveta, vase zaverovano bitje, ki se opisuje z takimi in drugačnimi lastnostmi. In to je pomembno v obeh pomenih, veste. To ni pomembno samo takrat, ko se ljudje hvalijo in imajo megalomanske ideje o sebi in se zdijo sami sebi blazno pomembni in tako dalje in tako dalje. Taki ljudje nam grejo na živce, pa tudi sami sebi grejo malo na živce. Ampak obstaja tudi druga možnost, da ljudje sami sebe pretirano podcenjujejo in zatirajo in so depresivni in imajo občutke, da niso nič vredni, da so popolnoma absurdni, da je njihova eksistenca nesmiselna. Ljudje, ki so v robu samomora, na primer. V obeh primerih to velja. To sta v bistvu dve plati istega. Tudi v tem smislu lahko govorimo za nek svojevrsten egocentrizem. Ali jaz sem tako zelo pomemben in bla bla bla, ali pa jaz sem tako zelo nepomemben. V obeh primerih je v središču jaz. Jaz sem to ali pa nekaj drugega. Jaz, ki mu pač pripisujemo določene lastnosti. Izkušnja, o kateri govorim, pa ni jazova izkušnja. Zato sem rekel že na začetku, da je to izkušnja, ki se nam zgodi. Zanjo v nekem smislu sploh nismo odgovorni. Na nek način nismo neposredno storili ničesar, da bi to izkušnjo tudi imeli. Na nek način je edini in zadostni pogoj za tako izkušnjo ta odprtost, ki pa je že po naravi. Tudi zato nismo mi odgovorni. Torej, lahko bi rekli, da se v tem registru te izkušnje zgodijo same od sebe. To so izkušnje,
za katere pravimo, da so za ljudi strukturno nujne. Torej, to so izkušnje, ki se bodo nujno zgodile, ampak, kot pravim, paradoks pa je, da se bodo zgodile, čeprav so strukturno nujne, so neizogibne. Se bodo zgodile samo pod enim pogojem. Da sam čutim, to sem že 3-krat povedal, notranjo neko silo, neko prisilo, da sem odprt do nečesa, kar me presega. Samo pod tem pogojem so te izkušnje tudi možne. Kar seveda pomeni, da se za take izkušnje človek lahko tudi zapre. Človek dejansko lahko preživi svoj vek tudi tako, da se obnaša kot dolgočasno, pusto, nezanimivo, egocentrično bitje, ki zadovoljuje svoje potrebe in pač se sebi zdi nekaj takega, pa nekaj drugačnega, se vse, skratka dolgo. To je možno. Torej, človek je po naravi odprt, ampak je tudi zmožen blokirati lastno odprtost. Je zmožen celo utajiti lastno odprtost. Ne brez cene, zato je vedno treba plačati ceno, ker je ta možnost strukturno nujna. Ampak ljudje so pač pripravljeni tudi to ceno plačati v obliki trpljenja, v obliki žalosti, depresiji, nevroz, psihoz in tako dalje, in tako dalje. So pripravljeni določeno ceno tudi plačati. Ampak možno pa je. Zdaj pa poglejmo, kaj iz te odprtosti, ker to drugo možno zanemarimo, ker je nezanimiva in neproduktivna. Ves čas že o tem govorim. In vse bo postalo jasno na koncu. Ves čas o tem govorim. Sam moramo počasi zadeve pripeljati, to pa smo tle, ker če ne bi bilo treba počasi stvari pripeljati. Smo. Čist na robu smo. Čist na robu. Če se spomnite, sam zdaj bi preveč časa izgubljal, da vas spomnim na vse, kar sem povedal že na začetku. Govoril sem o človeku. Bilo je vprašanje, zakaj mu verjamemo ali pa kaj od njega pričakujemo in kaj on od nas pričakuje in kaj mi od njega pričakujemo. In to mi se zdi bistveno in komaj čakam, da zvem. Super, zdaj imamo še neko cajta. Debata, ne? Vse bo prišlo točno do tja. Zato sem tudi rekel, zdaj pa pogledajmo, kaj iz tega sledi. Kaj iz tega sledi? In ohranjanje odprtosti do tega, kar nas presega. Sej, mislim, da je to na dlani. Takoj lahko pripelje. Bodi si do tega, da postanemo prepričani, da je tisto, kar nas presega, Bog. In da smo mi, ne vem, verniki, ki zdaj le ta hip, če smo kristjani, slavijo vse tisto, kar smo tudi že prerekli. To je lahko takoj še naslednji korak. In milijarda ljudi na tem svetu ga je tudi pripravljena bila narediti, oziroma ga je še vedno pripravljena narediti. Ampak rekel sem, da mi niti ta, niti druga zgodba, ki je tudi možna, se pravi, na mestu tega, kar me presega tam zunaj, čemur me žene in tako naprej, prepoznam nekoga, ki ga imam za ljubljenega vodjo. Mene to lahko Tito, lahko je Stalin, lahko je Hitler, lahko kdorkoli. To je prvi naslednji korak zaradi te zmožnosti človeškega bitja, da je torej odprt do nečesa, kar ga presega. Kar pomeni, da je pripravljen, da je zmožen verjeti, da je to, kar ga presega, ne samo strukturno nujno, ampak da to nekdo uteleša. In zdaj v tem trenutku je zgodbe z željo konec. Željo smo definirali na zelo precizen način. Želja je želja po odprtosti. Želja ni želja po tem, da dobim nad sabo ljubljenega vodjo in postanem njegov hlapec. To je sicer možno, se dogaja, veš čas se dogaja. In na začetku sem mu postavil tudi to vprašanje, kaj si številni ljudje potihem nenehno želijo. Ker je
želja, kot smo jo definirali, na nek način za človeka frustrirajoča. To so zelo pomembne zadeve. Frustriranje je nekaj, kar ljudje pogosto težko prenašajo. Zato so tudi pripravljeni vzklikniti in to se nenehno dogaja. Daj pa naj nekdo pride in naj naredi red. Ali pa naj nekdo udari po mizi. Ali pa naj nekdo prekine z vso to frustracijo. Ali pa reče, recimo, ustrelite rutarja, itak sam filozofira, pa kamar ne pripelje zadeve. To je isto. To je isto. Ker je odprtost do tega, kar nas presega, v nekem smislu frustracija. Lažje je živeti v zaprtem svetu. Malo pojemo, malo popijemo, malo televizijo pogledamo, pa gremo spat, pa je. To je lažje, to je čisto enostavno. Ampak to ne zadovoljuje tega, kar je značilno za človeško eksistenco. Ne zadovoljuje, zato nihče s tem v resnici ni zadovoljen. Nihče. Tudi če dobite odgovore na svoje vprašanje, primer se nekaj želite zvedeti, dobite vprašanja, dobite odgovore, v resnici ne boste s tem popolnoma zadovoljni. Zakaj ne? Zato, ker se bodo pojavila nova vprašanja. To je never ending story. Te zgodbe ne bo nikoli konec. Zato se tudi na tem svetu zgodi tako veliko zla. Ker se včasih ujame frustracija ljudi z željami drugih ljudi, ki pa želijo in hočejo biti njihovi gospodarji. Zato je temeljni odnos med ljudmi lahko zelo hitro in pogosto tudi je odnos hlapca in gospodarja. Hlapec reče gospodarju, bodi moj gospodar, pelji me, povej mi, kaj ne naredim v svojem življenju, da bo fajn in lepo in tako naprej. Gospodar pa reče, bom sam za mano pej. In to je tisto, česar se jaz najbolj bojim. Ker se v tem trenutku ne zgodi seveda fašizem, stalinizem, vse to, kar smo že videli, ne? Ampak se zgodi še nekaj hujšega. Človek se v bistvu odpove lastni eksistenci. Jaz sem pripravljen biti tvoj hlapec, ker je tako lažje. Ti mi povej, kako ne živim, jaz bom to poskušal uresničiti in oba bova srečna. Ne, nobeden ne bo srečen. V tem je tragičnost, kot sem že večkrat rekel. Če bi bilo tako preprosto, potem seveda sploh ne bi potrebovali hlapcev in gospodarjev. Potem bi bili pač živali, opremljeni z instinkti, ki bi nam povedali, kako živeti. Nobena žival ne potrebuje nikogar, da bi mu povedala ali povedal ali karkoli, kako živeti. Tudi če psi sledijo vodji tropa, je to stvar instinktov. In ta vodja tropa, če se je dokazal, če je dovolj močan, zvit in tako naprej, bo nekaj časa še gor, potem bojo prišli pa mladci, ga pa hitro dol vrgel, bo pa nekdo drug. Ampak princip je ves čas enak. In se samo vrti. In se nič novega v resnici ne zgodi. Pri ljudeh pa pač ni tako. Lahko, kot sem že večkrat rekel, lahko da nam to ni všeč, ampak še vedno ni tako. Lahko da smo frustrirani zaradi tega, ampak ne bo nič drugače. Lahko da še tako hrepenimo po ljubljenem vodju, ki nam bo povedal, kako živeti, pa spet ne bo nič drugače. Nikoli ni bilo. Vse zgodbe, to vrste zgodbe so se končale prej ali slej in tragično. A so ljudje kolektivno samomore delali, a so pa en druge pobijali. Ali so se pa seveda med sabo prepirali, kdo bo zdaj na mestu tega vodje, kdo je boljši, kdo je in tako dalje, ali so pa hlapci med seboj se, kateri vodja je boljši, naš ali vaš, ali pa kaj podobne. Pa to se nam dogaja nenehno. Sej zato pa potrebujemo tretjo pot, ki je pa neprimerno težja. In zato je v nekem trenutku, če se zdaj vrnem čisto na začetek, v nekem trenutku tudi Tito bil iskreno, verjetno iskreno, to mu moramo pripisati, zmožen hoditi med delavci in razširjati socialistične ideje, v katere je verjel, in delavci so to prepoznali
Zato so ga imeli radi. Ker so verjeli, da se lahko iz tega izcimi boljši svet. In so imeli delo. Ja, seveda, tega ne bi bil delavci. Seveda so ga imeli, danes je še slabše. Ampak njegova zgodba je tudi zgodba, ki ima, kot sem že prej rekel, destruktiven konec. V določenem trenutku pa od te odprtosti ni bilo več ničesar. In tle se postavi spet vprašanje, pri katerem enostavno moramo vztrajati. To je vprašanje, kako ohraniti odprtost. Kaj narediti v trenutku, ko se mi začne dozdevati, da, na primer, prijatelji celo, soborci, kolegi, s katerimi smo se borili za nek ideal, nenadoma niso nič drugega kot moji nasprotniki, moji sovražniki, ki se jih moram znebiti. To je zame ključno vprašanje. Zato poudarjam tukaj in govorim vsak mesec, da me zanima predvsem ljubezen, zmožnost med ljudmi, ne samo med dvema človeškima bitjama. Če se spomnim tisti, ki ste bili že prej tukaj, sem že pokazal, da je ljubezen med dvema, je vselej več kot zgolj med njima, ker sta vselej del občestva, ne morata živeti na luni. In to je ključna preizkušnja vsakega človeškega egocentrizma. Nisem zgolj jaz na tem svetu. Nisem samo jaz pomemben. Nujno je, to poudarjam, bom še 1000-krat, da spoznam prvič, da sem vedno del občestva in da sem odvisen od njega. Da sem jaz odvisen od njega. In da je pomembno, kako se obnašam do njega. In drugič, da je tudi nad občestvom nekaj, kar ga presega. In to je neskončnost. Se pravi, nisem niti jaz center sveta, niti moje občestvo, ki mu pripada. Zdaj pa samo pomislite, kako se pogosto ljudje obnašajo v vsakdanjem življenju. Na en ali pa drug način. Ali jaz sem blazno pomemben, ali pa naši so zelo pomembni. Pa to doživljamo vsak dan nenehno. Vsak dan definitivno vsaj nekajkrat slišite naši pa vaši. Sej odprete televizor pa slišite, joj, a bi ona gospa postala ministrica za zdravje, ja, ampak resor za zdravje je pa njihov, od une strane. Prosim, kako njihov, hudičak? To je nekaj, kar je za obče dobro. In v tem smislu, mislim, da ne moremo nič drugega kot to, kar poskušam zagovarjati. Malo več skromnosti. Ni to moje, pa tvoje, pa naše, pa njihovo. Ker je nad vsakim nekaj, kar ga presega. To želim zagovarjati. Sej lahko ljudje nekaj časa živijo, tudi znotraj fašizma, sej so. Ja, njima je bilo dobro. Seveda jim je bilo. Ampak vsako zapiranje ali posameznika, dajmo pogledati elementarna dejstva vsakdanjega življenja. Kaj na najbolj preprosti ravni, na individualni ravni pomeni zapiranje posameznika vase? Kdo najprej zaradi tega trpi? Ja, ljudje, ki so okrog njega. Zakaj trpijo? Zato, ker se začne ta posameznik poveličevati. Jaz sem pomemben, jaz sem to naredil in to je moje, in jaz, mi pa tisto zdravo, ok, dobro, no, se je fajn, da si ti, no, ampak saj so še drugi tudi na svetu. Izključevanje se najprej dogaja. Vsako zapiranje te odprtosti, o kateri sem prej govoril, vsako zapiranje najprej pomeni trpljenje drugih. Nekdo je prikrajšan. Če sem jaz v ospredju, mora biti nekdo v ozadju, mora biti drugačen. Če sem jaz zelo pomemben, mora biti nekdo, ki je manj pomemben. Pa to se nam nenehno dogaja. Enako velja na ravni občestva. Če je naše občestvo glavno in naša stranka glavna in smo mi tako pomembni, mora
obstajati nekdo, ki je nepomemben. Ne more biti drugače. Mora obstajati nekdo, ki je na margini, ali pa ki ga je treba kar izključiti, naprimer. Se pravi, toliko je treba, da se začne izključevati drugi. In Titu se je to tudi dogajalo. To je vprašanje, ki ga moramo misliti vedno znova. Zakaj je treba na določeni ravni odpreti koncentracijska taborišča in se ljudi preprosto znebiti? Seveda se to da narediti, na žalost, ampak kot sem že rekel, mene to ne zanima za Boga. Mene zanima, ali smo zmožni za neko tretjo zgodbo. Ali smo res zmožni, in trdim, da smo, živeti skupaj kljub razlikam. Ali smo zmožni živeti, pa ne tako, da se zdaj ne vem, kako neskončno ljubimo, ko govorim tukaj o ljubezni, ne mislim na to krščansko, religiozno idejo, postanite kakor Kristus in ljubite vse okrog sebe in podobno. To se mi zdi patetično, nemogoče. Mogoče se mi pa zdi v imenu ljubezni do nečesa, kar me univerzalno in neskončno presega, vztrajati v različnosti, ne da bi iskal ljubljenega vodja, da mi pokaže pot in tako dalje, in ne da bi se skušal znebiti drugih, zato ker se z njimi ne strinjam, ali pa oni z mano ne. To je zame resnična preizkušnja. Vse ostalo, tega je še preveč za Boga. Vsega ostalega je še preveč. Nenehno se to dogaja, nenehno se ljudje med sabo pobijajo, izključujejo, nenehno si dokazujejo, kdo je bolj pomemben, pa kdo je bolj manj pomemben, pa kdo mora biti zadaj, pa kdo bo izpredi, pa kdo je pametnejši, pa kdo je inteligenten. Za Boga, ljudje hodijo po svetu z značkami, kakšen IQ imajo. No? Piše 135, gledam, ta pa 134, yes! To nenehno počnemo. In zato me ta zgodba še enkrat pravim ne zanima. Mene zanima zmožnost za vztrajanje, seveda v tem smislu tudi kot političen projekt. Ljubezen, smo rekli že zdavnaj, je tudi nujno prej ali slej političen projekt, ker dva, ki se ljubita, ne moreta, ne da bi ugotovila, da sta del občestva. Se ne morata preseliti na Luno in tam živeti. In midva so samo sebi zadosti. Ne, ravno obratno je res. Ljubezen ni nekaj, kar je sama sebi zadosti. Imam ljubezen, uživ sem jo, srečal sem sorodno dušo in tako naprej, zdaj pa ne rabim ničesar več. To ni ljubezen. Ljubezen je sama odprtost. Rekel sem že na začetku, ljubezen je eksces. Ljubezen pravzaprav je tisto, kar mi na nek način ravno ne pove, kako živeti. Ljubezen je izkušnja radikalne odprtosti. Pojma nimam kako. Vem pa, tem je, pravim, paradoks te nevednosti. Ne vem, kako živeti, vem pa, da sem zmožen vsakič znova odgovoriti na vprašanje, kako živeti tako, da bom ohranjal same pogoje preživetja. Se pravi, edino ljubezen je drža v odnosu do sveta, do tega, kar me presega, tako naprej, ki mi omogoča, da nikogar ne izključim samo zato, ker je drugačen in tako naprej. Zato recimo je ljubezen do vseh je patetična. Reči, jaz pa ljubim vse ljudi, a res, a Hitlerja tudi. Ne morete ljubiti Hitlerja za Boga. To je nezdružljivo, ne gre skupaj. Ne morete ga ljubiti, lahko pa seveda po principih množične psihologije, o kateri govoril Freud, postavite tega človeka na to mesto, ki je nad vami in mu sledite kot pohleven pes. To pa ja, pa to nima zveze z ljubeznijo. Ljubili smo Tita in tako naprej, ma vraga pismo. On je bil v Beogradu, jaz ga še videl nisem do ne vem katerega leta, enkrat, ko smo tam nekaj šel po ali se pelo. Ja, pa mi smo ga videli, ne? Se tudi, če ste ga videli. Slika je bila povsod. Slika je bila tudi povsod. To je mit, to je mit, to je podoba, to je imago, v katero se ve, to je kult osebnosti, to ni ljubezen. Ja. Priključuje Primorsko, če njega ne bi bilo, če jaz sem Primorc. Brez sveta ni bilo Primorske, bi ostali mi pod Italijo. Tako smo pa prenesli tej Sloveniji in Jugoslaviji, še razen bi ostali, vi bi imeli tu samo 2 jezeri lahko, Blejsko, Bohinjsko, mi smo vam prepeljali še 200 litrov morja, dol iz Kopra.
to sem že na začetku povedal, lahko, in temu se hočem izogniti, lahko se... Če govorimo o titulu. Ja, seveda govorimo. Lahko se pogovarjamo, ampak potem grem jaz domov. Ne? Kaj je naredil, pa kaj ni naredil, pa kjer je dal pobiti. Ja, kaj pa govorimo? Počas. Tega imamo v Sloveniji, kakor hočete. Tega imamo v Sloveniji, te razcepljenosti, razdvojenosti je v Sloveniji, kakor hočete. Eni so za, eni so proti. In to bo verjetno trajalo še zelo dolgo časa. Mene ne zanima ne eno, ne drugo. Ker nikamor ne pripelje, za Boga, ne vidite tega. To nikamor ne pripelje. Vi lahko ugotavljate v neskončnost, kaj je naredil, drugi pa ugotavljajo, kaj ni naredil. Pa kaj zdaj? Pa se gremo, do danes, do večera, pa še jutri zvečer. Za nas je naredil. Jajce ali krompir? Za Primorsko je naredil. In je priključil, jaz ne morem drugače. Jaz sem na začetku rekel, in to me ne zanima. Zdaj sem na začetku naštel nekaj dejstev. Če ste dobro poslušali, sem naštel dejstva. Z ene strani, pa z druge. In sem rekel, me ne zanimajo. Me ne zanimajo. Živimo v letu 2014, Tito je že mrtev, ne vem koliko časa, pa Jovanka tudi. Če nas ima kaj zanimati, potem pravim, to je pač moj predlog tukaj, bi nas morala zanimati tretja zgodba, če se hočemo kam premakniti. Če se pa lahko vrtimo v neskončnost na tej poti. Saj to ni noben problem. Ampak ta je patološki. Ta je patološki, bomo še enkrat povedal. Ker v tej zgodbi se je vsak pripravljen obnašati kot pač egocentrični posameznik. Upam, da sem kaj jasnega povedal, kaj to pomeni. Jaz pa meni se zdi pa moje, pa moje, pa moje, pa moje. Tako da, no, to vas nikamor ne pripelje, še enkrat. Korak naprej je možno narediti samo tako, da človek opusti tako držo, opusti tak način razmišljanja. Ker ujet v krog in v krogu se lahko do konca drsa. Se pravi, izhod iz tega kroga. In zdaj, meni vseeno, kaj se tukaj dogaja na tem mestu. Ta narod, dokler časa ne bo tega koraka naredil, je izgubljen. Je izgubljen, pa mi se izčrpavamo vsak dan. Naši proti vašim, pa pa gremo ta spomenik, pa uničet 5 minut pridejo, pa drug spomenik in tako naprej. To je totalno nevrotično, če meni pravi. To je čista patologija. No. In zdaj hvalce z patologijo, pa tudi se mi zdi malo brisano. Torej, še enkrat gremo nazaj. Ljubezen. Torej, kaj je, zdaj, izkušnja, vse čas, če pozorno poslušate, vse čas govorim o izkušnjah, ki jih človek lahko ima. Vsakdo od vas ima lahko, jutri, danes večer, zdaj, tudi kakšno novo izkušnjo, ne samo take, kakršne že pač imate in jih hranite v spominu in prav je, da jih hranite in se vam zdijo fajn in pomembne. Gotovo, da je to v redu. Ampak to ne pomeni, da ne morate imeti kakšne nove. Nova izkušnja je po definiciji možna samo, če človek izkusi. Drugo je, da če ne izkusi, potem mogoče ni pomoči. Če izkusi to, kar sem prej poskušal opisati. Odprtost do nečesa, kar me presega. In to odprtost ponuditi drugemu človeku za Boga. No? To je zame revolucionarna drža. Odprtost do nečesa, kar me presega. Jaz jo ponujam vam, vi jo ponujate meni. Kaj pa je, če se zdaj spet vrnemo, bila obljuba? In jaz verjamem, da je bila pristna in da so ljudje to verjeli. Če se poskušamo, seveda, v tiste čase preseliti tam 20. leta, recimo 20. stoletja, ko številni delavci vedo, da niso pripravljeni živeti v pogojih, v kakšnih so živeli. In da želijo spremembo. Prav, kdo jo bo povedal? Najprej, ubesedil. A nimamo na nek način, jaz trdim, da imamo, danes, praktično 100 let pozneje, podobno situacijo. Pred natanko enim letom je imel v Dublinu Noam Chomsky zanimivo predavanje. Predavanje na povabilo, oziroma dobil je na prestižno nagrado tamkajšnje univerze
In seveda, ko je prišel tja, je imel potem še en govor. Naslov tega predavanja se mi zdi izjemno pomenljiv in bo pomenljiv iz dneva v dan bolj, če mene vprašate. Drugo je, kaj seveda mislite vi o tem. Naslov njegovega predavanja je, ali civilizacija, taka kot je zdajle, lahko preživi kapitalizem tak, kakršen v resnici je. A ga lahko preživi? Zgodba, ki je bila strukturno vzeta, pomembna za delavce pred 100 leti, nismo več pripravljeni v takih neznostnih pogojih živeti, želimo si revolucije, pride Tito, aha, veste, lahko bi se kaj zgodilo in potem zgodba pač naprej. Se jo poznamo dobro, ne, kam je vodila. Za mene je danes strukturno zgodba popolnoma enaka. Ne samo, ali lahko delavci preživijo, oziroma ali bodo ljudje, ki niso delavci, sploh dobili delo. Danes je vprašanje bolj zaostreno, a lahko civilizacija preživi. Ne vem, kako vi to doživljate, ampak meni gre lasje gor, ko mi vsak večer nekdo z televizije soli pamet, kako bo rasla, ne vem, proizvodnja ali pa BDP, kako bo rasla za 3%, pa bo za 4%, pa ne vem, za kako. Okej, sam povejmo zgodbo v celoti. Če hočemo, da BDP raste, če hočemo, da proizvodnja raste, potem potrebujemo večjo produkcijo proizvodno dobrin. Za večjo produkcijo in proizvodno dobrin rabimo več energije. Če hočemo imeti več energije, moramo pocuzati še tisto malo, kar je v zemlji, nafte, pa še kaj drugega, da bomo naredili več izdelkov. Če bomo naredili več izdelkov, bomo zagotovo naredili tudi več avtomobilov. Če bomo naredili več avtomobilov, bomo zagotovo spustili v zrak še več CO2-ja. Pa kaj je z nami narobe? Zato pa govorim to, kar govorim tukaj na tem mestu s tako zavzetostjo, ker se mi to zdi pomembno. Samo povemo zgodbo v celoti za Boga. Vprašajmo se, zakaj se nekaterim zdi pomembno vsak večer in vsak dan še 1000-krat vmes povedati, koliko je zdaj fajn in koliko moramo biti radostni, ker bo vse raslo. Zakaj se nekaterim to zdi pomembno? In zakaj je tako malo protesta med delavci, na primer, ki ustvarjajo vrednost, ki se jim jo vsak dan ukrade. To je zame ključno vprašanje. A veste, lahko je reči, ja, sej je vodja tako rekel, sej vlada je rekla, ta smer je ta prava, ne vem, usedli smo se na ta prav vlak, zdaj nas pa sam pelje v lepšo prihodnost. Če smo tako pripravljeni razmišljati, pa tudi ne zaslužimo boljše prihodnosti. Pa smo pa neumni. To mislim zares, ne metaforično. Ker neumnost je, niti potruditi se, da bi recimo spoznal, razumel določena dejstva, ki so tako jasna, da bolj jasna ne more biti. Kako je možno, da se v tem času številni ljudje še vedno med seboj prepirajo, ali so podatki znanstvenikov o podnebnih spremembah stvar zarote levičarskih, ne vem katerih korporacij pa anarhistov, a je to res? Kako je možno se sploh to vprašati? To vas jaz vprašam. Danes. Ob vseh podatkih in vseh dejstvih, ki jih imamo, ki so jih znanstveniki ponudili. Še vedno se med sabo prepirati, a imajo naši bolj prav, a mogoče, ne, a imajo vaši znanstveniki prav, a pa veste, naši znanstveniki pa dokazujejo, da ni tako hudo. Ali pa celo nasprotno. Naši znanstveniki dokazujejo, da se nam ledena doba bliža. Sej, v enem primeru ali pa v drugem vprašanje civilizacija preživela. Za Boga, prosim. Ja, jaz bi sam to... Še gospod je hotel že prej, potem pa vi. Ne, nisem. Severna Koreja vidi zahodno civilizacijo in se nam nastavlja takoj, Gledalo, ja. Taka sliko, da je to besedno to, kar mi, poslušamo na naš predavanje, pa kako razmišljamo recimo o tej temi, točno tako, ne. Mi imamo njih, da so oni ukavili dobro, to da nas čeče. Ampak v tem filmu, to vam pa priporočam, je pa ravno kontra, ne, ker kaže vse, bom rekel, razvoj od začetka v prejšnjem stoletju, razvoj propagandi, kako se je rodilo v Veliki Britaniji 19.
40 leta, recimo, in vse potem ta zahodno potrošništvo, ustvarjeno umetnih dobrin, potreb, bla, 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 bla. Mislim, recimo, tako, no. Ja. To je tudi zelo pozitivno izkušnja. Mislim, jaz tukaj to presenečen, da sem dobil v bistvu povratno informacijo, kako oni sploh razmišljajo, da so v zaprtem svetu. Sej, a ni ravno to, o čemer jaz govorim? Temu rečemo strokovno v teoriji decentralizacija jaza. Da dobi človek, jaz, posameznik, da dobim jaz, izkušnjo lastnega življenja z očmi nekoga drugega. Sej to je tisto, kar nas edino lahko osvobaja. Sej o tem tukaj govorim. Ena možnost je, da sem tako zaverovan vase, da se mi seveda vsi ostali zdijo nori, zaprti, uno in tretje. A ni najbolj šokantna izkušnja, in jaz trdim, da je, tudi recimo psihoanaliza, to potrjuje vedno znova, ko ljudje ležejo na kavč. Kaj je najbolj šokantno recimo za pacienta, ko leži na kavču? Spoznanje, da on sploh ni to, kar je vse življenje mislil, da je. Da je v resnici nekaj drugega. Da je vse življenje od sebe odrival eno spoznanje o njem samem, ki je bilo bolj resnično od tega, kar je sam gojil, dokler ni seveda prišel na kavč. Sej to je to, kar sem prej rekel. Vedno je treba plačati ceno. Sej mi smo lahko še tako zaverovani, koliko je zahodna civilizacija, koliko nam gre dobro in tako naprej. Ampak ko bo, ne vem, tornado tukaj sred Ljubljane divjal, mogoče bojo pa ljudje rekli, ups, morbit pa vendarle ni tako. Ampak zdi se, a ne, zato je teorija toliko pomembna, če ima sploh seveda še kakšno moč. Zato je toliko pomembna, ker dokler se ljudje ne lotijo takih razmislekov, se pravi, pogledati nase tudi z drugimi očmi, z druge civilizacije in tako dalje, jim ni pomoči. Oni bodo svoje gnali tudi do konca. Kaj pa je recimo nevrotik drugega kot človek, ki je pripravljen, čeprav trpi, trpi, vsak dan trpi, na živce gre samemu sebi, drugim gre na živce in tako naprej, on tera svoje. In ima cel kup simptomov, on še vedno goni svoje. Zanj sem imel eno predavanje nekje, zdaj se ne spomnim več, in je en, prosim, na Bledu sem imel. Ja, pravzaprav je bilo res, tam je bil en gospod, ampak sej, to so luštne stvari, ampak če dobro pomislite, pa niso tako zelo luštne. Je rekel, ko sem pač govoril tudi o tem, kaj se dogaja v analizi, pa rekel, moški analize ne rabijo. Nažalost. Nažalost. Ker kaj pravzaprav analiza je, če smo že glih pri tem? Koliko je pa ura, najbolj neha, če mi lahko poveste? Še malo zdaj, ok. Kaj pa je drugega analiza, če ni ravno to, da vam v bistvu vzame iluzije? Če je bil kdo, kdaj, pri kakšnem analitiku na kavču, potem to ve. Analiza vam iluzijo vzame. In kaj je temeljna iluzija? Natanko to, kar je Freud rekel, in tudi jaz sem tukaj že neparkrat omenil. Temeljna iluzija človeka je, da je on kot ego, kot jaz, kot osebnost in tako naprej, tako zelo pomemben, da so vsi drugi krivi za njegovo nesrečo. To je temeljna nevrotikova fantazma. Vsi drugi so krivi. Moja mama, moj oče niso me dobro vzgajali, sovrstniki, oni so me pa v šoli, pa učitelji, pa vzgojitelji, vsi. Analitik pa reče, dajmo pogledati še malo z drugega zornega kota. Kaj imaš pa ti pri vsem tem? A jaz? Tle se v resnici analiza začne. Zato je analiza v bistvu tako zelo naporna. In zato je številni moški se strinja, ne da jo ne rabijo. Oni mislijo, da jo ne rabijo. Oni so arogantni, to je za ženske, in tako naprej. Ni čistko. Ni čistko, ker na vse zadnje, tudi če bi tako bilo, to nič ne pomaga, ker moramo živeti skupaj. Meni nič ne pomaga, če rečem, vsi vi ste nevrotični. Moje življenje je še nič drugačno, nič boljše ne bo. Razen, če se vprašam, čakaj, kaj pa če jaz to projiciram, ali pa kaj podobnega. Torej, iluzije vam vzame in brez tega. Kaj pa je recimo ena največjih iluzij sodobnega kapitalizma? Je ravno to, rast. Mi lahko poskrbimo, to se nam nenehno dogaja. Kdo smo zdaj mi? Kdo je, zakaj je, recimo, zakaj ti Angela Merkel, zakaj je ona tako pomembna? Pa res, zakaj? Mislim, zelo neokusno je oblečena, lahko je skušala za 21 kg in tako naprej. Blazno,
in hodi se dol rokovati nekaj v Grčijo. Poglejmo ves ta brezvezen, absurden, čudaški spektakel, ki se nam dogaja vsak dan, mi ga pa mirno gledamo, pa bolj ali manj mirno. In potihem mnogi verjamajo, to so teme, s katerimi se tukaj ukvarjamo. Pismo se je morebitno pa res raslo. Samo priznajte si, kako prijeten občutek vas oblije zvečer, preden greste spat, ko na dnevniku rečejo, najnovejša napoved centralne banke, 3,koliko% bo raslo. Koliko je fajn je spat, čaka nas lepa. Samo iskreni bodimo. Pa tudi, če ni to naša izkušnja, če nam gre na bruhanje ob tem, recimo meni gre, toliko le manjka, da bi jo sprejeli. Ker je to v naši naravi, ker smo pripravljeni verjeti. Prosim. Jaz sem se te ostalo. Aha, zdaj pa res, gospod, pa boste pol vi, ker je že prej bil na vrsti. Še nekaj bi povedal, mogoče se to nadaljuje na tu temu, ampak to je iz našega vsakdanja. Jaz sem na radiju pred enim tednom slišal jedno tako bombastično izjavo. Vlada bo čez 2-3 leta odprla 60,000 novih delovnih mest. Ok, ampak tako je dodal, da je komentar gospodarske zbornice čist nekaj drugega in da se oni upirajo temu, ker oni trde, da se lahko 82,000 delovnih mest odpre. In zdaj sem ja bil šokiran. A so pomembne številke ali je pomembno dejstvo? Mi se zdaj bomo prepirali o tem, ali je 60,000 ta prava mera ali je 82,000. In ko se bomo prepirali, čas bo minil in nobenega ne bomo zaposlili. In se ja sprašujem, kaj z mano narobe, da sem to opazil, pa da noben drug, urednik radija, urednik te oddaje, ni videl v tem jednog hakerca, jednog problema, ki nas dejansko zavira. Pa dajte zdaj vi to komentirajte, pa mi pomagate. Z lahkoto, o tem sem govoril. Čakajte, sam še en stavek povem. Samo pomislite. Za enkrat, pa prepustite stvar domišljiji. Samo pomislite. Poskušajte si predstavljati, kaj je pomenila gesta, zmožnost Tita, ko reče, dobesedno reče Stalinu, zdaj te imam pa dost, ne gremo se več. Pomislite, kaj je to pomenilo, kako si je en človek upal to reči, postaviti na kocko, pravzaprav vse. On je vedel, da lahko Stalin z mezincem leve roke pomede z Jugoslavijo, ker se je rekel keks. On je to vedel. Če je kdo vedel, je on vedel. Za Boga, saj so ga šolali v Moskvi, imate. On je to vedel. Pazite, on je to vedel. Pa vendar je rekel, jebi se Lučka, ne grem se več. In bil v tistem trenutku popolnoma osamljen. Popolnoma. O tej izkušnji govorim, ne da zdaj hočem, ne vem, hvaliti Tita kot osebo, kot vse. Ne, jaz hvalim njegovo zmožnost v tem trenutku. Zmožnost, da človek reče, in to probam tukaj zagovarjati tudi danes, ne ena zgodba, ne druga zgodba, ne zanima me. Mene zanima neka tretja zgodba, pa če sem sam na tem svetu, sem jo pripravljen zagovarjati. To je zame edina možna, ne samo izkušnja, ampak tudi drža človeškega bitja, pa ne gre samo za to, da on nekaj naredi v svojem življenju, izstopi iz dosedanjih praks, preneha biti predpražnik drugim, preneha biti hlapec, preneha se tiho strinjati z vsemi, ki so okrog njega, da novijo kaj rekli in tako naprej. Ne gre samo za to, seveda lahko naredi to v svojem tem individualnem življenju. Ampak to, ko sem ves čas danes govoril, ta posameznik je vselej že del občestva. In mene zanima vprašanje, kaj če ljudje sledijo tej gesti, ne temu voditelju, ne onemu Bogu, tej gesti, da so pripravljeni, zmožni se nečemu odreči. In danes v tem svetu, kapitalističnem svetu, je gotovo pomenljiva
in razmisleka vredna izkušnja, ki bi jo lahko ljudje imeli, jaz ne vem, če jo bodo, lahko bi jo imeli, zelo natančno govorim, ker vem, kaj to pomeni. Lahko bi jo imeli, recimo tole. Kaj pa, če smo pripravljeni, vse to navidezno ugodje, udobje, kolikor ga sploh še imamo, itak je vedno več ljudi, ki ga nimajo. Ne? Kaj pa, če smo se pripravljeni čemu odreči? Ampak ne v smislu, kot želi slovenska vlada, odrekajte se, zategujte pas in tako naprej. Kaj pa, če smo se čemu radikalno pripravljeni odreči? Kaj pa, če ta gesta pomeni, recimo v primeru Jugoslavije in Tita, je pomenila, pustimo pol, kaj se je vse sfižilo in tako naprej, se jaz ni toliko dobro in kavi. Mene zanima gesta v določenem trenutku, ko Tito reče, mogoče celo dejansko samemu sebi to rekel, ne vem, jaz ne vem. Ne. Kaj pa, če lahko poskusimo, naprimer v Jugoslaviji, iti po neki tretji poti, ki ne pomeni sledenje Stalinu in ne pomeni sledenja zahodnemu kapitalističnemu in tako naprej. Jaz trdim, da je ta ideja vsaj vredna razmisleka. Ideja, ki je bila v bistvu vprašanje, ali je možna še ena nova, drugačna oblika tega, čemu se rekel komunizem, pa to ni bil komunizem, to je bila oblika državnega kapitalizma, da smo si nejasni. Ampak vprašanje je bilo, kaj pa če je možna? Svet je bil odgovor, je itak, da je možna. To smo na začetku danes povedali. Obstaja neskončno možnih svetov. Samo nekdo jih mora ustvariti.